Danes se morda posebej jezuiti spominjamo godu svetega Klavdija Kolumbiera. Bil je tisti, ki je predvsem veliko storil za češčenje Jezusovega srca. Bil je spovednik sveti Marjeti Mariji Alacoque in je po njej pomagal širiti to češčenje Jezusovega srca. Pa tudi mi naša srca izročimo Božjemu, mu izročimo vse naše molitve, prošnje, namene, molimo. Naš Gospod in Oče, svojega zvestega služabnika Klavdija si v tihoti srca nagovarjal, naj bo priča tvoje obilne ljubezni. Prosimo, razsvetljuj svojo cerkev in jo tolaži z darovi milosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Adam je spoznal svojo ženo Ivo in spočela je in rodila Kajna ter rekla: Dobila sem človeka po Gospodu. Nato je rodila še njegovega brata Abela. Abel je bil pastir drobnice, Kajn pa je bil poljedelec. Čez dalj časa je Kajn daroval od sadov zemlje daritev Gospodu, a tudi Abel je daroval od prvencev svoje drobnice njihovo tolščo. Gospod se je ozrl na Abela in njegovo daritev, na Kajna in njegovo daritev pa se ni ozrl. Zato se je Kajn silno razsrdil in obraz mu je opadel. Tedaj je Gospod rekel Kajnu: Zakaj si se razsrdil in zakaj ti je obraz upadel? Ali ga ne boš dvignil, če delaš dobro? Če pa ne delaš dobro, ali ne preži greh pred durmi? Grešno poželenje je obrnjeno k tebi, a ti mu gospoduj. Nato je Kajn rekel bratu Abelu: Pojdiva ven. Ko pa sta bila na polju, se je Kajn vzdignil zoper brata Abela in ga ubil. Tedaj je Gospod rekel Kajnu: Kje je tvoj brat Abel? Odgovoril je: Ne vem, mar sem jaz varuh svojega brata? Pa je dejal: Kaj si storil? Glas krvi tvojega brata vpije k meni iz zemlje. Zdaj torej bodi preklet, proč od zemlje, ki je odprla svoja usta, da je prejela iz tvoje roke kri tvojega brata. Ko boš zemljo obdeloval, naj ti ne daje več svojih pridelkov, blodil in begal boš po zemlji. Kajn pa je rekel Gospodu: Moja krivda je prevelika, da bi jo mogel nositi. Glej, izženeš me danes iz dežele in pred tvojim obličjem se moram skrivati. Blodil in begal bom po zemlji in kdorkoli me bo našel, me bo ubil. Gospod mu je dejal: Ne tako, kdorkoli ubije Kajna, bo 7-krat kaznovan. In Gospod je dal Kajnu znamenje, da bi ga nihče ne ubil, kdor bi ga našel. Adam je spet spoznal svojo ženo in je rodila sina ter ga imenovala Seta. Kajti, je rekla, dal mi je Bog drug zarod namesto Abela, ker ga je Kajn ubil. To je Božja beseda. Daruj Bogu hvalno daritev. Gospod Bog je spregovoril in poklical zemljo od osončnega vzhoda do zahoda. Zaradi tvojih daritev te ne grajam, saj tvoje žgalne daritve so vedno pred menoj.
hvalno daritev. Kaj naštevaš moje zapovedi in jemlješ mojo zavezo v svoja usta, ti, ki sovražiš strahovanje in si moje besede mečeš za hrbet. Daruj Bogu hvalno daritev. Sedel si in zoper svojega brata govoril, zasramoval sina svoje matere. To si delal in jaz bi naj molčal, grajam te in to ti stavim pred oči. Daruj Bogu hvalno daritev. Aleluja. Jaz sem luč sveta, govori Gospod. Kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. Tisti čas so prišli farizeji ter se začeli prepirati z Jezusom. Zahtevali so od njega znamenje z neba, da so ga skušali. Iz globočine srca vzdihne ter pravi, kaj hoče ta rod imeti znamenje. Resnično povem vam, temu rodu se ne bo dalo znamenje. In pustil jih je, stopil zopet v čoln in se odpeljal na drugo stran. Kristusov evangelij. God svetega Claudia La Colombiera, pa bom prebral nekaj besed o njegovem življenju. Apostol srca Jezusovega se je rodil v Franciji, hodil v šolo k jezuitom, se jim pridružil leta 1658 in bil leta 1669 posvečen v Mašnika. Tam od takrat se je vrnil tudi v Lyon, poučeval v kolegiju, se posvečeval pridiganju. Med tretjo probacijo se je s posebno obljubo zavezal, da bo točno izpolnjeval vsa pravila in odredbe reda. S tem je pokazal popolno izročitev Bogu, brez kakršnega koli pridržka. Tako ga je Bog pripravljal na veliko poslanstvo, ki mu ga je pozneje zaupal. Po tretji probaciji je bil Claudij imenovan za superiorja v jezuitski hiši v Parelemonialu in hkrati za izrednega spovednika sester Marinega obiskanja. V tem samostanu je poznejša sveta Marieta Marija Alacoque imela razodetje srca Jezusovega, a je nihče ni prav razumel, zato je veliko trpela. Pri prvem nagovoru sestram je Jezus dal razumeti sveti Marijeti, da je pater Claudij tisti, kateremu se mora povsem zaupati. Odkril ji je svoje srce kot žareče ognjišče in še drugi dve srci potopljeni v to ognjišče in dodal, takole združuje moja čista ljubezen ta tri srca. Pater Claudij je veliko poslanstvo za širjenje češčenja presvetega srca Jezusovega prejel prav po sveti Marijeti Alacoque 16. junija 1675. On naj bi širil to češčenje in se zlasti zavzel za poseben praznik v čast Božjemu srcu, ki naj bi ga obhajali po osmini praznika svetega rešnjega telesa. Pater Claudij je prvi slavil praznik Jezusovega srca in se trudil, da bi se čim bolj poglobil v to češčenje. Z dobrim vodstvom in spisi je še druge pridobival zanj. Proti protestantom, ki so pritiskali na ljudstvo, je v Parelemonialu ustanovil kongregacijo plemičev in profesionistov.
Tako se je vpliv katoličanov spet povečal. V času hudega preganjanja katoličanov na Angleškem so predstojniki leta 1676 poslali patra Klavdija v London za pridigarja Jorški vojvodini, ženi bodočega kralja Jakoba II. Pater Klavdij je stanoval v palači svetega Jakoba, ne samo privatno, tudi javno je s svojimi pridigami bodril k zadoščevanju srcu Jezusovemu in češčenju svete Evharistije. Mnoge žene iz najbolj odbrane londonske družbe so odhajale preko morja v Francijo in tam vstopale v ženske redove. Pater Klavdij pa je v Londonu ustanovil pravo žensko redovniško skupnost. Neki odpadni duhovnik je patra Klavdija ovadil s krivimi obtožbami, čež da je izzval angleške odpadle duhovnike naj prekličejo prisego protestantski vladi. Tako so ga zaprli, zaradi vlažne, mrzle ječe in slabe prehrane pa se je njegovo zdravje zelo poslabšalo, da so sodniki celo izposlovali izgon iz Anglije. Po kratkem bivanju po raznih hišah v Parizu je bil premeščen nazaj v Paray-le-Monial, ker je po sveti Marjeti Alacoque zvedel, da ne bo ozdravel. Umrl je na današnji dan, 15. februarja leta 1682, star 41 let. Pater Klavdij je bil zvest Božji ljubezni in je v praksi duhovnih vaj in pravil pokazal velike darove duha in srca in jih razvil do herojskih kreposti. Za svetnika ga je razglasil Janez Pavel II. Leta 1992. Moj križ je zate, ker močno te ljubim.